Spoštovane državne svetnice in svetniki, spoštovani vabljeni, pričenjamo 16. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, prisotnih je 28 državnih svetnic in svetnikov. Zato mi dovolite, da pričnemo sejo, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in 4. odstavka 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Za prisotnost na današnji seji so se upravičili državni svetnik Bojan Kontič, magister Peter Požun in Rajko Fajt. Rajko, se upravičujem, dobrodošli med nami. Na sejo sta bila vabljena gospa Mojca Žnidarič, poslanka v Državnem zboru k prvi točki dnevnega reda, in gospod Jernej Vrtovec iz Ministrstva za infrastrukturo. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo. Danes ste s sklicem izredne seje prejeli dnevni red, ki se glasi predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa EPA 1034 pomišljaj Rimska 8. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 16. izredne seje Državnega sveta naslednji. Prva in edina točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa EPA 1034 pomišljaj Rimska 8. Prehajamo kar na prvo točko dnevnega reda, predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa. Lepo pozdravljam v naši sredi gospod Mojco Žnidarič, poslanko Državnega zbora, Aleša Miheliča, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, gospod Moniko Pintar-Mesarič, vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kopenski promet na Ministrstvu za infrastrukturo, gospod Matejo Udovč, poslanko Državnega zbora in gospoda Marjana Jarkoviča, strokovne službe Državnega zbora. Dobrodošli. Državni zbor je zakon sprejel na 18. redni seji 18.6.2020, prejeli ste ga po elektronski pošti naslednji dan, se pravi 19.6. in priložen je tudi sklicu današnje seje. Danes ste s sklicem po elektronski pošti prejeli tudi predlog odložilnega veta interesne skupine delojemalcev. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, katere poročilo ste prejeli danes po elektronski pošti. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga interesne skupine delojemalcev, ste prejeli danes po elektronski pošti. Vse gradivo je prav tako objavljeno na spletni strani Državnega sveta. Prosil bi vas, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Predvidevam, da želi predstavnik predlagateljev predloga odložilnega veta podati obrazložitev vsebine. Da. Državni svetnik Branimir Štrukelj, imate besedo, izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljene, spoštovane gosti, obe poslanki z ekipo in seveda kolegi in kolegice državni svetniki. Torej, kot je predsednik že omenil, je bil zakon sprejet 18. To je zakon o pravilih cestnega prometa, s katerim se spreminja predvsem definicija izraza skupine otrok v 38. točki prvega odstavka 3. člena zakona o pravilih cestnega prometa. Z njegovo uveljavitvijo pa preneha veljati tudi 3. odstavek 2a. člena zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter zapisovalni opremi v cestnih prevozih. To je tudi eden od razlogov, da smo vložili veto za ponovni razmislek. To je, po domače rečeno, se nadzira počitke in delovni čas voznikov z tahografi. Spreminja se tudi 4. točka 4. odstavka 49. člena zakona o motornih vozilih. To je tisti, ki je sicer za skupine otrok omenjal, da je potrebno izpeljati tehnične preglede za vozila na vsakih 6 mesecev. Predlog zakona, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Mojco Žnidaršič, je bil po besedah predlagateljev v zakonodajni postopek vložen z namenom,
da se gasilskim, športnim in kulturnim društvom ter drugim neprofitnim organizacijam olajša prevoze njihovih najmlajših članov. To je bil argument, ki je bil inicialni, predno je prišlo do sprememb samega zakona. Za slednje veljajo administrativne omejitve, ki po besedah predlagateljev povzročajo zgolj nepotrebno visoke stroške, veljajo pa za prevoze skupin otrok v šolo oziroma v linijskem potniškem prometu, medtem ko naj bi po območju Evropske unije veljale le za opravljanje prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Predlagatelje je zmotila predvsem obvezna uporaba tahografov pri prevozih skupin otrok, ki jih opravljajo društva in druge nevladne organizacije. Predlog zakona je tako vseboval člene, ki bi spremenili definicijo skupine otrok in dodali nov 90.a člen, ki bi določal manj stroge pogoje za prevoz skupine največ 8 otrok, ki jih opravljajo društva, zveze društev in ustanove. Številni deležniki so že glede osnovnega predloga zakona izrazili pomisleke. Nekdanja evropska komisarka za promet Violeta Bulc, do nedavnega še članica iste stranke, če se ne motim, je poudarila pomen tahografov, saj so po njenih besedah edini način, da se preveri število opravljenih delovnih ur, obvezne počitke in nujne prekinitve dela profesionalnih voznikov. Z njihovo ukinitvijo pa se zmanjšuje varnost otrok in vseh ostalih udeležencev in vseh ostalih udeleženih v prometu. Odprto pismo so poslancem in poslankam Državnega zbora poslali tudi iz Zavoda Varna pot, to je bila tudi iniciacija, da smo se mi za to odločili, v katerem so jih pozvali, naj ne znižujejo standardov varnosti v cestnem prometu. Ob tem so tudi poudarili pomen trdega in dolgoročnega dela tako vladnih kot nevladnih organizacij, s pomočjo katerih so uspeli Slovenijo pripeljati iz države z eno od najnižjih stopenj varnosti na cestah na čelo držav Evropske unije, saj je Slovenija danes glede na število umrlih in poškodovanih ena izmed držav z najvišjo stopnjo varnosti na cestah. Poudarili so tudi, da so tragedije na slovenskih cestah, tudi pri prevozih mladih športnikov na poti v šolo ali iz šole in izletov, ki so jih organizirala športna in druga društva, v preteklosti spodbudile ključne spremembe, ki so prispevale k izboljšanju varnosti na slovenskih cestah. Pomisleki so bili izraženi že k osnovnemu predlogu zakona, Vlada Republike Slovenije pa je nato v svojem mnenju k predlogu zakona izpostavila, da je predlagane rešitve, to je izključitev obvezne uporabe tahografa pri prevozu določene skupine otrok, ob ohranitvi enakih varnostnih pogojev za vse prevoze skupine otrok, kot so določeni v zakonu o pravilih cestnega prometa in zakonu o motornih vozilih, možno urediti zgolj s posegom v določbo 3. odstavka 2.a člena zakona o delovnem času in obveznih počitkih voznikov, če nekoliko skrajšam naslov zakona. Med zakonodajnim postopkom je bil nato predlog zakona z amandmaji spremenjen tako, da je bil med prehodne in končne določbe dodan člen, ki določa, da preneha veljati 3. odstavek 2.a člena zakona o delovnem času in obveznih počitkih voznikov, skladno s katerim so bile tudi te evropske uredbe, so se uporabljale za prevoze skupine otrok, kar pomeni, da so s tem črtanjem 2.a člena bili ukinjeni tudi tahografi za te skupine otrok in niso več potrebni. To velja za vse otroke zdaj, torej do 8, ne glede na to, gre za komercialne ali nekomercialne prevoze in velja seveda tako za tiste, ki jih vozimo v vrtce kot v šole. Skratka,
tu pride do nekega pomembnega obrata v sami vsebini zakona. V zakonodajnem postopku je bil spremenjen tudi 1. člen predloga zakona, in sicer tako, da se izraz skupine otrok, za katerega veljajo strožji pogoji za upravljanje prevozov in ki predvideva tudi uporabo tahografa, izrecno izključuje tudi skupine 5 ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu. Pri čem je treba povedati, da nek tretji zakon pa posebej opredeljuje posebne linijske prevoze, ki pa veljajo za skupine otrok. Končno besedilo zakona kot skupino otrok opredeljuje zgolj, torej opredeljuje skupino 5 predšolskih otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu, medtem ko se skupina 5 ali več otrok družine, sorodnikov v ravni črti in v stranski črti do vštetega 3. kolena in skupina 5 ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, ne šteje za skupino otrok. Taka definicija skupaj s prehodnimi in končnimi določbami, te so ključnega pomena, pomeni nedopustno nižanje varnostnih standardov pri prevozih otrok v cestnem prometu. Predlagatelj zakona se pri pripravi zakona in v okviru zakonodajnega postopka niso posvetovali z vsemi deležniki, kot so na primer sindikati delavcev, ki so pogosto prav tako potniki v vozilih, s katerimi se izvaja organiziran prevoz skupin otrok. Predlog zakona tako ne znižuje zgolj varnosti otrok v cestnem prometu, temveč tudi njihovih spremljevalcev in ostalih udeležencev v cestnem prometu. Prav tako so v zakonodajnem postopku tudi nekateri poslanci obravnavanju amandmajev izrazili pomisleke glede nižanja varnostnih standardov pri prevozu otrok v cestnem prometu. Izpostaviti je treba, da tahograf ni administrativna ovira, temveč gre za nadzorno napravo, s katero zagotavljamo varno vožnjo. Sprejeti amandmaji k predlogu zakona in posledično končno besedilo sprejetega zakona prispevajo k deregulaciji poklica voznika in sproščanju ukrepov, katerih namen je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Dilema neenakega položaja poklicnih voznikov, ki bi morali uporabljati tahograf, tako je bilo inicialno sicer predlagano v zakonu, in nepoklicnih voznikov, ki jih tahografa po prvotnem predlogu zakona ne bi bilo treba uporabljati, je bila v zakonodajnem postopku rešena na način, da je bila odpravljena obvezna uporaba tahografa pri voznikih otrok, ki ne sodijo v okvir definicije skupine otrok z 38 točke. Skratka, izenačili smo razliko med poklicnimi in nepoklicnimi vozniki, tako da smo znižali pogoje varnosti vsem, in to je pravzaprav problem, ki ga naslavljamo v tem vetu. Na koncu je treba izpostaviti predvsem dejstvo, da so bila strožja pravila na področju pravil v cestnem prometu in obvezna uporaba tahografa v slovenski pravni red sprejeta prav zaradi tragične prometne nesreče na gorenjski hitri cesti pri Naklem, januarja 1998, ko je voznik kombija z mladimi smučarskimi skakalci za trenutek zadremal in zapeljal na nasprotni vozni pas. Med 5 smrtnimi žrtvami pa sta bila tudi 2 dečka. Od takrat je sicer res minilo že 22 let, izboljšala se je tudi avtomobilska tehnika in varnost na slovenskih cestah, vendar to ne sme biti opravičilo za rahljanje pravil v cestnem prometu. Po številnih tragedijah je v Sloveniji v zadnjih 20 letih uspelo neverjetno napredovati in danes na področju varnosti v cestnem prometu sodi v vrh držav Evropske unije. Vsaka smrtna žrtev na cesti je preveč, zato bi morali stremeti k višanju varnostnih standardov v cestnem prometu, ne pa nižanju, saj bomo le na tak način še naprej zagotavljali visoko raven v cestnem prometu, smo zapisali v vetu, in tu dodam zelo poenostavljeno, da gre tu pač za vprašanje, ki ga naslavljajo predlagatelji v svojem izvornem tekstu zakona, to je, da bi, kot pravijo, znižali stroške tem društvom, ki vozijo otroke na različna tekmovanja, na treninge, karkoli, tako naprej, a ne. Potem, ko je ta predlog
na nek način v razpravi pa se spremeni in se poenostavi to za vse, da ne potrebujejo več teh varnostnih naprav, ki seveda same po sebi psihološko vplivajo na to, da si bolj previden, ko voziš kombi. A ne? In zdaj seveda imamo na tehnici nekaj zelo preprostega. Znižujemo stroške na eni strani, poenostavljamo postopke, vendar hkrati mižimo pred tem, da znižujemo tudi stopnjo varnosti, ki je bila v Sloveniji dosežena zadnjih 20 let. In naše opozorilo gre natančno v to smer, da pač tako zniževanje ne more biti brez preostanka. Skratka, da je seveda, kot bi rekel, sicer ne moj najljubši ekonomist Milton Friedman, nobeno kosilo ni zastonj, seveda tu je verjetno ali pa potencialno skrita neka cena, ki bi bila lahko zelo drastična in seveda, ker je razlika med življenjem in smrtjo absolutna, je morda prav, da se še enkrat razmisli, koliko koristi prinaša to znižanje stroškov za to uporabo, za to vrste prevoze. Zato predlagamo, da glasujete za veto. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju veta, državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Sprašujem pa, ali želijo besedo predlagatelji zakona. Da. Gospa Mojca Žnidarič, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav prav vsem prisotnim. Drži, da danes je 52 poslancev vložilo zakon, torej predlog sprememb v zakonodajni postopek in da smo v prvi vrsti želeli pomagati društvom, zvezam, ustanovam, zavodom in tudi v sami obrazložitvi zakona zapisali, da bomo tekom zakonodajnega postopka prisluhnili vsem deležnikom in zakon pripravili takšen, da bo najboljši in v bistvu najbolj pravičen za vse. Najprej smo za vsebino zakona prišli sem na državni svet, na pristojni odbor in že v bistvu tukaj ugotovili, da bi sicer z spremembo zakona pomagali oziroma rešili težave društvom, ampak da izpadajo pa vse fizične osebe. Bil nam je dan primer, da nekdo pelje 5 ali 6 svojih otrok, ampak ne sme pa peljati enega ali pa, se pravi, enega zraven sosedovega ali enega sošolca, ker bi potem že v bistvu rabil tahograf. Po tej seji na državnem svetu smo potem vključili še fizične osebe in z amandmajem torej do odbora za infrastrukturo in potem nekako ločili komercialne in nekomercialne prevoze. Na kar nas je na odboru za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo in tudi zakonodajno-pravna služba opozarjala na neenakost, da ne moremo narediti različnih pogojev za društva in drugačnih pogojev za ostale, torej komercialne prevoze. Tako da smo skupaj vsi deležniki, tudi, torej predvsem nam je pomagalo Ministrstvo za infrastrukturo in amandmaje pregledala zakonodajno-pravna služba, potem vložili amandmaje na plenarno sejo in dejansko izenačili pogoje za vse, ki prevažajo skupine otrok. Kajti bil je dan primer, oziroma lahko dva navedem, šole. Težava bi nastala pri šolah. Šole, ki imajo svoj kombi, po prvotnem predlogu sprememb v bistvu ne bi rabile imeti tahografa, medtem ko ostale šole, ki najemajo, ki sklenejo koncesijo s kakršnikoli drugim podjetnikom, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, bi morale imeti tahograf. In ti pogoji so preveč neenaki, torej ne morejo obstajati različni pogoji. Drug primer je bil dan, se pravi, istih, ne vem, 5 ali 6 otrok zjutraj peljemo v šolo pod enimi pogoji, popoldan na trening pa pod drugimi pogoji. In res smo bili tu z vse strani opozorjeni, da bomo naredili neenakost in v bistvu takega zakona seveda nismo mogli sprejeti in smo amandmaje, torej ga amandmirali, predvsem, kot sem rekla, niso to bili amandmaji samo koalicijskih poslanskih skupin, ampak res amandmaji s pomočjo Ministrstva za infrastrukturo in zakonodajno-pravne službe. Ker zdaj, če prav razumem, je največja težava, dilema nastala ravno pri šolskih prevozih.
Ampak tukaj morate se zavedati, da šolske prevoze opravljajo profesionalni vozniki, ki že itak potem upoštevajo tudi druge pogoje za vožnjo, imajo strožje, tudi zdravniške preglede in vse drugo. Zraven tega pa imajo občine določajo zahteve v koncesijskih pogodbah in te zahteve, mi smo nekaj koncesijskih pogodb pogledali, so že zdaj zelo različne in kar želim povedati je to, da tudi vnaprej, če bodo občine želele, da bodo prevozniki še naprej uporabljali tahografe, mi jih ne prepovedujemo, lahko še vedno zapišejo, da jih želijo. Naprimer, če vam dam primer ene izmed koncesijskih pogodb, kjer navaja naročnik želi, naprimer, da prevoze šolskih otrok izvajajo stalni vozniki, ki jih v primeru njihove odsotnosti nadomestijo drugi usposobljeni vozniki. Vozniki morajo imeti delovne izkušnje v skladu z veljavnimi predpisi, morajo dobro poznati navade otrok in ravnanje z njimi. Predvsem naročnik zahteva, da ponudnik za prevoze šolskih otrok zagotovi voznike, ki so prijazni in strpni do otrok. Potem iz ene druge koncesijske pogodbe je razvidno, da naročnik v postopku bo izločil tiste, ki so v zadnjih 3 letih imeli kakršnekoli prekrške izrečene. Želim povedati to, da bodo torej občine še vedno lahko, če bodo ocenile, da je to bolj pravilno, bolj varno, kakorkoli še vedno lahko te tahografe za prevoze šolskih otrok v šolo zahtevali. Mi, kot rečeno, jih ne prepovedujemo. Zraven tega pa želimo opozoriti, ker ključna naloga tahografov je res spremljanje vožnje, poklicnih voznikov, da ne vozijo dolgo, da imajo določene počitke. Ampak ti šolski prevozi, to so na nivoju občine organizirani, ti trajajo nekaj minut, pa kvečemo kako uro, jaz ne poznam nobenega osnovnošolskega otroka, ki bi se vozil dlje časa v šolo. Zraven tega za vse te profesionalne prevoze, poklicne, morajo potem tudi zaposleni izpolnjevati potne naloge. To smo verjetno vsi, ko smo na kakršnokoli službeno pot šli, vemo, da moramo to izpolnjevati in se tudi na ta način potem kontrolirajo ure vožnje. Zdaj, da ga bi kar tak potni nalog stran vrgli, kot je nekdo rekel, ne gre, ker potem tudi voznik nima obračunanega tega, s tem se ne bo nihče strinjal. Ključno, kar je, pa želim poudariti, da torej nismo potem res prenašali pravil v zakon, kar nas je določenih drugih pogojev v zakon, kar nas je opozorilo ministrstvo, ampak smo pustili na podzakonskih aktih in ti ključni kriteriji za varnost otrok še vedno ostajajo. To je označevalne table, da imajo potem vozniki najmanj 3 leta vozniških izkušenj, potem 0,0 alkohol, torej velja tako za profesionalne voznike kot neprofesionalne voznike, če se vozi skupina otrok, to je 105. člen. Moram reči, da res nismo se lotili kar tak na ad hoc spreminjanje te zakonodaje, ampak smo res pregledali tudi v Državnem zboru, naročili raziskovalno nalogo, ki je primerjala vse sosednje države, pogoje vseh sosednjih držav z zakonodajo našo in ugotovila torej, da nobena od sosednjih držav ne zahteva nobenih posebnih pogojev za prevoz otrok. Mi vse ostale pogoje ohranjamo, ampak kot rečeno, ukinjajo se oziroma niso zakonsko obvezni tahografi in pa ti 2-krat letni tehnični preglede, ker sami poznate zakonodajo, kolikokrat nova vozila, se pravi prvih 4 leta sploh ne rabijo vozniških teh tehničnih pregledov, potem so vsako drugo leto in šele pač potem nad 8 let vsako leto. Ampak tukaj bi šli torej na 1 leto. Zdaj, izleti so se tudi omenjali. Šolske izlete ne vem, da bi kdo s kombijem izvajal, zato ker niti šolam se običajno to ne splača, vedno naročijo avtobusne prevoze, pa tudi, če bi peljali, ne vem, pri nas iz Lendave do Kopra, ker ponavadi, koliko vem, osnovnošolci vsi hodijo po Sloveniji, v glavnem na izlete, tu se ne prekorači ta čas za prvi počitek, ki je potem na 4 ure. To sem povedala, da ne bom predolga. Nekaj pač navedb v tej zahtevi za veto ne drži, to, da bi mi izključevali skupino 5 ali več otrok, ki se prevažajo v javnem linijskem prometu, to ne drži, ker ti so že sedaj, v sedanjem, če pogledate sedanjo dikcijo skupine otrok, so že sedaj navedeni.
Kot je bilo v razpravi na odboru povedano, obstajajo in se pripravljajo na nivoju Evropske unije že drugi pogoji, ti razni asistenčni sistemi, mobilne aplikacije in res ni smiselno, da sedaj po 20 letih, ko je že bilo to se pravi to, kar sedaj želimo spremeniti, je že 20 let zapisano v zakonu. In če se do zdaj ni izvajalo, moram reči, da z številnimi društvi, ki sem govorila, te zahteve sploh niso poznali. Lahko sami preverite na svojih nivojih, manjša društva res niso poznala, najbolj so se tega zavedali gasilci, zato so tudi oni in pa predvsem Olimpijski komite naslovili prošnjo na nas in povedali se tudi, da več kot 10 let prizadevajo za te spremembe. Ena izmed anomalij se nam je zdela tudi ta, naprimer, da za otroke do 14 let je potreben tahograf, za otroke, ki pa so, ne vem, dijaki, pač ne obiskujejo več osnovne šole, pa že več ni potreben tahograf. Saj v bistvu so še vsi otroci, ne. Tako da tudi ta prometna, ki je bila omenjena v prej strani predlagatelja veta, tudi mi smo jo pregledali in raziskali. Je pa res, ne vem, kaj bi tahograf spremenil, ker ta voznik je vozil verjetno kakšno 1 uro, več sigurno ni vozil in tahograf ne kaže, tahograf ne beleži utrujenosti. Lahko je nekdo prej delal kakšno drugo delo, lahko je bil celi dan v službi ali pa celo noč mogoče v službi, pa potem vstopi v nek kombi in dat kartico in mu kaže, da nima nič vožnje. To je predvsem pri društvih. Tako da utrujenosti vsekakor tahograf ne more beležiti, razen pri poklicni vozniki, ko te po 4 ure opozori, da pa rabiš pauzo in ko obstajajo ti, ki so pravila prav za poklicne voznike, ampak v teh primerih, kar zdaj mi spreminjamo, torej za društva in potem na priporočilo Ministrstva za infrastrukturo tudi za šolske prevoze, ker ne smemo delati neenakosti, tukaj predvsem gre res za kratke vožnje. Za konec bi rekla samo še tole, v bistvu ne evropska študija, ki smo jo pregledali in predelali, to je študija Children in Road Traffic, ne primerjalna naloga raziskovalnega sektorja državnega zbora, ne evropske uredbe, ne zakonodaja drugih evropskih držav ne omenjajo in ne zahtevajo tahografov v kombijih, kaj šele v 7-sedežnih vozilih. Zakaj ravno potem torej Sloveniji imeti najstrožjo zakonodajo in v bistvu najbolj neživljenjsko, ker če se ni izvajala v 20 letih, potem je zagotovo neživljenjska. Ali so naši vozniki drugačne, ali so naši otroci drugačne, so naša vozila drugačna. Vedno in povsod se želimo primerjati z Evropo, dajmo se tudi sedaj in si sami sebi ne zakompliciramo zakonodaje bolj, kot je potrebno. Hvala. Zahvaljujem se predstavnici predlagateljev zakona, gospe Mojci Žnidarič, poslanki v Državnem zboru in sprašujem, glede na to, da imate še 5 minut na voljo, ali želite gospa poslanka Mateja Udovič kaj dodati? Ne? Ne? Hvala. Sprašujem predstavnika Ministrstva za infrastrukturo. Želite? Da, izvolite. Besedo ima državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, gospod Aleš Mihelič. Spoštovani gospod predsednik, podpredsednik, sekretar, spoštovane svetnike in svetnice. Dovolite, da na kratko podam mnenje Vlade Republike Slovenije k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 18.6.2020. Vlada Republike Slovenije je že ob sprejemanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa poudarila, da predlagane rešitve novele zakona sicer podpira, da pa bi morali predlagatelji novele zakona poglavitne rešitve, glede na vsebino predlogov, urejati v drugih predpisih in sicer izključitev obvezne uporabe zapisovalne opreme v cestnih prevozih, tahografa, pri prevozu skupine otrok v zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, ter izključitev 6-mesečnih obdobij tehničnih pregledov vozil, ki morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje in so vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupine otrok v zakonu o motornih vozilih. S čimer bi zagotovili ohranitev enakih varnostnih pogojev za vse prevoze skupine otrok, ki so določeni tako v zakonu o pravilih cestnega prometa
kot tudi v zakonu o motornih vozilih. Vlada Republike Slovenije je v mnenju tudi poudarila, da bi izključitev obvezne uporabe tahografa morala biti določena za vse prevoze skupine do največ 8 otrok, ne glede na to, ali se ti prevozi opravljajo v komercialne namene oziroma v nekomercialne namene. Izključitev uporabe tahografa le za nekomercialne prevoze bi pomenila kršitev splošnega načela enakosti. Ker se je z vloženimi amandmaji poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, poslanske skupine Stranke modernega centra, poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati in poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije v celoti sledilo mnenju Vlade Republike Slovenije, je Vlada Republike Slovenije v zakonodajnem postopku podprla tudi te amandmaje. S sprejetim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa se torej določa, da se za skupino otrok ne šteje tudi skupina 5 ali več otrok družine in sorodnikov v ravni črti in v stranski črti do vštetega 3. kolena, torej ne samo iste družine. Izključuje obvezna uporaba tahografov za prevoz skupine otrok z vozili, ki so zaradi svoje konstrukcije ali stalne opreme primerna za prevoz največ 8 otrok, kar izhaja tudi iz uredbe Evropskega parlamenta in sveta številka 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom, ki v 2. členu določa, da se uredba uporablja za prevoz po cesti potnikov z vozili, ki so zaradi svoje konstrukcije ali stalne opreme primerna za prevoz več kot 9 oseb skupaj z voznikom in so temu namenjena. Ter izključuje opravljanje 6-mesečnih tehničnih pregledov vozil, s katerimi se opravljajo prevozi skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ 8 potnikov poleg voznika. Prav tako se ohranjajo vsi varnostni pogoji, določeni v 90. in 105. členu Zakona o pravilih cestnega prometa, to so voznikove vozniške izkušnje, označitev vozila, psihofizično stanje voznika, ki omogoča varen prevoz skupine otrok, in pogoji 49. člena Zakona o motornih vozilih, kot so tehnična brezhibnost vozila in tehnični pregledi vozil na 1 leto. Ter 46. členu pravilnika o delih in opremih vozil. Zato Vlada Republike Slovenije sprejet predlog novele zakona podpira. Ob predstavitvi mnenja vlade bi rad poudaril še eno vsebinsko zadevo. Namreč v proceduri sprejemanja zakona je bila predvsem tista moteča stvar, ki smo jo videli na Ministrstvu za infrastrukturo, da se je, bom rekel, v želji, da se realizira vse te vsebinske pomisleke oziroma vsebinske ovire, za katere ni nekakšnih varnostnih posledic. Namreč tahograf ni tisto zagotovilo, ki skrbi za ustrezno varnost v prometu. Je tehničen pripomoček, ki je namenjen nečemu drugemu. In tukaj bi rad izpostavil predvsem, da nam je bilo ključno, da se ob predstavljenih vsebinskih zadevah, da se naredi enakost med nekomercialnimi in komercialnimi prevozi, torej da se na enak imenovalec postavi društva, torej humanitarne, nehumanitarne organizacije, profitne, neprofitne, skratka, da so pred zakonom vsi enaki. Hvala lepa za besedo. Zahvaljujem se predstavniku Ministrstva za infrastrukturo, gospodu Alešu Miheliču. Sprašujem pa poročevalca Komisije za samoupravni in regionalni razvoj. Ali želite predstaviti mnenje komisije? Da. Besedo ima državni svetnik Dušan Strnad, predsednik komisije. Izvolite. Dobar dan, lep pozdrav tudi v imenu komisije in seveda v mojem imenu. Komisija je danes pred nekaj urami obravnavala pobudo glede odložilnega veta in je ni podprla. 8 svetnikov je glasovalo proti, 3 pa za. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Da. Stališče interesne skupine
lokalnih interesov bo predstavil državni svetnik Milan Ozimič. Hvala za besedo. Zelo na kratko. Večina teh prevozov in teh prevoznikov skupin otrok se seveda odvija na lokalni ravni in seveda zaradi tega je tudi interesna skupina lokalnih interesov to pazljivo obravnavala in seveda glede na predstavljene spremembe oziroma sprejete odložilnega veta ne podpira. Zahvaljujem se vodji interesne skupine lokalnih interesov. Sprašujem, ali želijo besedo še druge interesne skupine? Da. Stališče interesne skupine delojemalcev bo predstavil državni svetnik Branimir Štrukelj. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Torej, ob tem, kar je bilo povedano, je morda potrebno se osredotočiti na bistvo. Torej, ne želimo na nek način populistično reči, da je zdaj z ukinitvijo tahografov pač se bo zgodila katastrofa. Ampak opozarjamo pa, da se je z neko ambicijo, ki je v uvodu poslank predlagateljic zelo jasna, da se olajša te prevoze zlasti društvom. Tukaj so gasilci verjetno v prvi vrsti, ki so to tudi predlagali. Na koncu zgodilo to, da smo to varnostno zaponko znižali za vse. Mi smo preprosto, potem ko je vlada verjetno argumentirano rekla, da ni mogoča neenakost, enakost dosegli tako, da smo znižali nivo za vse, varnostni nivo, kar se tiče tahografov. In to je po moje ključen problem. Zdaj seveda jasno je, da je tu veliko poskusov, da bi rekel, se to pa ni tako pomembno, se so vsi ostali elementi varnosti ostali, ampak že ko jih naštevate, opozarjate, kako so pomembni varnostni elementi, pa oznaka, pa izpit 3 leta, pa vse druge čistile. Samo tahograf je pa nepomemben. Čeprav moram opozoriti še enkrat, kar smo izpostavili tudi v našem tekstu, da se je cestna varnost začela izboljševati po spremembah leta 1998, ko je prišlo do tiste tragične nesreče. Jaz ne trdim, da je to zaradi tega, ampak ni pa mogoče reči, da je to nepomembno in da nima nobene teže, tudi nobenega resne analize ni, da tahografov ni. In čisto preprosto, zakaj pa potem tahografi obstajajo za voznike kamionov, avtobusov in vsega, če so pa nepomembni? Zakaj pa potem tudi tam ne ukinemo tega, če to nima nobene teže in ne preprečuje nesreč? Mislim, se ujamete v neko zanko nekega niza argumentiranja, ki je seveda šibka. Mi smo razširili uporabo tahografa zato, da bi poostrili situacijo, ki se veže na prevoze otrok. Zdaj smo jih pa za vse v resnici poenostavili. Mislim, da je celo gospodarska zbornica in obrtna zbornica sta v enem pismu opozorili, kako pomembna je varnost, pa bi pravzaprav ne pričakoval tega od obeh delodajalskih organizacij v nekem pismu, ki je bilo naslovljeno na to. In še nekaj, je bilo sicer rečeno, da nobena evropska država tega ne pozna. To sicer ni res, Portugalska to pozna, če greste primerjalno pogledate, katere imate, res pa je, da jih velika večina ne. Ampak tukaj vidim pa neko, bom rekel, ne samozavest Slovenije. Zakaj pa mi nekaj ne bi imeli bolje? Zakaj moramo pa posod slediti Evropi? Če bo moj prijatelj skočil v Ljubljanco, jaz zaradi tega ne bom skočil v Ljubljanco. In tukaj imamo lahko nekaj, kar nosi rezultate. In to je pravzaprav dilema, ki je stalno v razpravi. To je, ali je dovolj, da znižamo stroške,
da morda celo odpravimo nekatere ovire, seveda znižamo stroške, ker ni treba dvakrat na let tehničnega pregleda, ker ni treba tahografa uveljaviti, ne, ampak če to prinese zraven tudi dodatno tveganje in če je eno samo življenje tukaj vmes, je to absolutna razlika med življenjem in smrtjo. A ne? In zato je seveda po moji presoji smiselno, da kljub stroškom ohranjamo visok nivo neke varnosti, ki jo zagotavljamo tudi skozi to. Prosim, ne absolutiziram učinkov tega, da mi ne bo kdo prisojal nekega poenostavljanja. A ne? In seveda še eno stvar moram reči. A ne? Res je, da lahko občine v svojih razpisih rečejo, mi bomo pa zahtevali tahografe. Ampak spet je to zgolj argument za zniževanje praga. Lahko, ni pa nujno. Prej je bil to normativ, standard, zdaj je pa to stvar dobre volje. In tu kažemo zgolj na ta problem pač nižanja standardov. Na vse zadnje je ta diskusija potrebna, tudi če pogledam verjetno veto, seveda ne bo dobil večine, je pa dobro, da se pravi trenutek opozori na te stvari, kajti Bog ne daj, da bi se kaj zgodilo. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine delojemalcev, državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Ali želijo besedo predstavniki ostalih interesnih skupin? Ugotavljam, da ne. Odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Da. V besedi se je prijavil državni svetnik Samer Kalil. Izvolite. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem skupaj. 3 tedne nazaj smo to na Komisiji za lokalno samoupravo obravnavali in zdaj bom praktično isto povedal, kot sem takrat povedal. Kot smo slišali iz predstavitve, smo imeli en tak rigorozen sistem, ki ga ni noben spoštoval. Zdaj, verjetno ga ni spoštoval zato, ker tudi ni noben nadziral, kako deluje to. Ker če bi nekdo nadziral, bi hudičevo vsako društvo dobro vedlo, kaj sme, pa kaj ne sme. Se pravi, je bil nek konsens v državi, da smo toliko zakomplicirali, da je praktično nemogoče izvajati. S predlogi vašimi gremo iz ene skrajnosti, po mojem mnenju, v drugo skrajnost, ki pa znižujemo te standarde. Predlagateljica je sama v uvodu rekla, razlog za to so stroški. Zdaj pa, kdo mi zna tukaj odgovoriti na vprašanje, kako za manj denarja dobimo večjo varnost? Jaz tega ne vidim, to je verjetno zelo težko doseči, ne? Gospod državni sekretar je omenil zagotovilo varnosti v cestnem prometu. Kaj pa je to? Kdaj dobimo zagotovilo, da je nekaj varno v cestnem prometu? A je to tahograf? Ni. Tahograf je sam eden izmed pripomočkov, ki pripomore k temu, da se nekdo malo bolj zaveda, da je nek nadzor nad njim in da se je pametno držati nekih pravil, če ne bo takšna ali pa drugačna palca prišla, ne? Tahograf ne meri stopnje alkoholiziranosti, ne meri, ali se voznik obnaša primerno vremenskim pogojem. Še najhujše, tahograf, spoštovani, to je najhujši problem cestnega prometa. Vozniki, ki se obnašajo neodgovorno. Če se bi vsi obnašali odgovorno, potem cestne policije ne bi potrebovali. Ne bi potrebovali toliko pravil, še manj pa bi kazni potrebovali. Torej, zaradi naše človeške neodgovornosti mora biti in korenček in palca. Korenček je seveda obdržimo vozniško dovoljenje, palca je pa, da nas spomne, če kršimo in če nas dobijo, ne sem, če kršimo, mislim, da vsi pomal kršimo cestne predpise, ne,
ali s hitrostjo, ali pa s kakšno pivo preveč, ali pa špricerom, ne. Tako da zaključim, moje mnenje je, da se gre s temi spremembami sicer nasproti nevladnim organizacijam, da prihranijo denar, ki ga zelo rabijo za osnovno dejavnost, po drugi strani pa znižujemo varnostne standarde in ve se, nižji, ko so varnostni standardi, prej je možnost, da gre kaj narobe. Tako da jaz podpiram ta predlog odložilnega veta in upam, da bodo še enkrat poslanci pretresli to, pa odločitev kakršnakoli že je. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Samerju Kalilu. Naslednji se je v besedi prijavil državni svetnik dr. Matjaž Gams. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje. Povedal bom približno podobno, kot sem že prej na komisiji, vmes pa sem še pogledal na splet, kot da sem še nekaj stvari preveril. Mislim, da je pobuda, da se uredi zakonodaja in pa praksa vožnje je dobrodošla, ker je pri nas slaba zakonodaja, neurejena, nesistematična, pa tudi dejansko je v vožnji veliko problemov. Vse vidimo, kako ljudje vozijo nenavadno, pravzaprav, če uporabim zelo mili izraz. Je pa tako, kot je prejšnji kolega omenil, če pa eno slabo rešitev nadomestimo z eno, ki ni bistveno boljša, je pa res vprašanje, čemu to počnemo. In drug vprašanje, ki ga imam jaz zdajle, zakaj nas toliko sedi tukaj in se ukvarja z enim, prostite, ne ekstremno pomembnim problemom, medtem ko je pa ogromno res ključnih problemov. Vozimo prehitro, vozimo nevarno, mehanizmi, ki bi morali tukaj delovati, jih niso predpisani, jih ne uvajamo, ne izvajamo. In se potem postavi osnovno vprašanje, zakaj tako. Seveda, tahografi imajo nekaj težje vozila kot komiji, čim je malo več ljudi, so se zopet tahografi za celo Evropo obvezni. Za celo Evropo, ki so jo postavili evropski strokovnjaki, ne pa naši slovenski za naše razmere. Zato mestno kategorijo kombijev pa tahografov v Evropi v glavnem ni, toliko sem uspel pogledati. Ampak, kot rečeno, če imamo tukaj nekaj, rekel, strožje pogoje, kaj potem, Ampak ključna pripomba, ki jo imam, je tole, da bi se dalo strokovno rešiti ta problem bistveno bolje, kot je napisano v besedilu in sem tudi že na kratko omenil prej. Predvsem je postopek tak, da bi lahko komunicirali z AMZS pa z drugimi strokovnimi društvi pa strokovnjaki na tem področju in po poročilu oziroma po besedah gospoda Andreja Lebna v žurnalu 24 se to ni zgodilo. In potem, kar on piše, to sem že prej omenil, je strokovno zelo skladno z mojim mnenjem, čeprav vsak na svojem nivoju, on se spozna na promet, jaz se spoznam pa na znanost stroko. Recimo, zakaj bi imeli tahograf, po njegovem stane 20 € na mesec in kako s tem upravičite tudi eno samo življenje, to on trdi. To piše in seveda, če imate argumente izračun, prosim, popravite me, jaz samo povem, kaj je on dejal. Ampak seveda, če bi pa dali spletno aplikacijo, bi bilo pa to bistveno ceneje. Ampak namesto, da bi tahograf, ki je pač relativno draga naprava, namestili spletno aplikacijo, pa bi še nekatere stvari dali bolj dostopne, recimo šolarjem, staršem otrok in tako naprej, bilo to bistveno ceneje, ampak tega niste naredili. Vi ste to omenili, da bi to lahko naredili, niste pa tahografa zamenjali z obveznim tem. Tako da to je meni zelo nenavadno, da uporabim. Nikakor vas ne bi hotel preveč kritizirati, da se razumemo. Ampak moram pa reči, da so pa le neki čudno razmišljanja, ki se mi nekako ne sestavljajo. Rečeno je bilo, da tahograf nič ne pomaga, da omejitev hitrosti nič ne pomaga, da vseeno kako hitro voziš. WHO daje na prvo mesto v nevarnosti v cestnem prometu hitrost, če je na drugo vse te droge, mamila, alkohole in tako naprej. To se da vse pogledati, to se piše in dosegljivo. In če pogledate, vsi vozimo, stalno vozimo. Za vikend, kot običajno, šel 100 km, precej vozil je vozilo po tunelih, 120 km/h 100 je dovoljenih, precej jih je vozilo 150 km/h, 130 je dovoljenih, Jaz sam sem vozil okrog 140, kar je tudi preveč, ampak sem vozil tako kot povprečni voznik, ker nisem hotel izstopati. Ampak tega problema se ne lotimo, pač pa zmanjšujemo varnost pri otrocih. Asistenčni sistem,
Danes imajo vsi moderni avtomobili asistenčne sisteme. Samo en sistem, to je tisti, ko zamenjate vozni pas pa zapiska. Samo ta sistem bo da prepreči po študiji, znanstveni strokovni študiji, tretjino nesreč, pa nikjer ni predlagan noter na mesto ukinitve tahografa, pa imejte spletno aplikacijo, pa imejte asistenčne sisteme. Čez nekaj let bodo vsi novi avtomobili, tudi kombiji, morali imeti vse te asistenčne sisteme noter. Tako da, če bi tole povzel še enkrat, da ne bom ponavljal teh drobnih argumentov, bi bilo lepo ali pa celo nujno to besedilo dopolniti. Zdaj, seveda sam bom pač se pridružil temu, zato ker mislim, da besedilo ni dovolj kvalitetno napisano, da ste premalo sodelovali strokovnjaki in da bi tiste stvari, ki sem jih na hitro tle omenil, od spletne aplikacije do asistenčnih sistemov in tako naprej, to bi moralo biti sestavni del besedila. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku, dr. Matjažu Gamsu. Ali želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Ugotavljam, da prijavljenih razpravi ni, s tem je razprava zaključena. Ali želijo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo podati še kakšno dodatno obrazložitev? Ne. Ali želijo predstavniki predlagateljev zakona podati? Da. Besedo ima poslanka Državnega zbora, gospa Mateja Udovič, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči, spoštovani vsi prisotni. Da se ne bom ponavljala, bom čisto kratka. Ko se pogovarjamo o tahografih, moramo nekaj vedeti. Kako je do tahografov sploh prišlo, moramo vedeti najprej zgodovino. Do tahografov v gradnji v vozila je prišlo zaradi nadzora delodajalcev. Nikakor ne zaradi varnostne komponente. Delodajalci so hoteli nadzirati svoje voznike, kje se nahajajo. In tu gremo lahko tudi 50 let nazaj, to je bilo v Ameriki. Če pa se postavimo v Jugoslavijo, so pa hoteli delodajalci ugotoviti, kje se njihovi vozniki nahajajo, ko so se vozili v Nemčijo, v Anglijo, ko jih en mesec ni bilo in so hoteli imeti popolni nadzor nad vozniki. Nikakor pa ni bilo to zaradi hitrosti prevoza. In kasneje so ga začeli šele uporabljati za nadzor delovnih inšpekcij in nazadnje so ga začeli uporabljati tudi organi pregona, kot je policija, tožilce za represivne kaznovalne namene proti voznikom. Tahograf je bil uveden zaradi delovne pravne zakonodaje in zato sodi v socialno zakonodajo in nikakor ne zaradi varnostne cestnega prometa. Predlagatelji ne moremo v zakon vnašati aplikacij, ki jih trenutno ni in ki jo poznamo trenutno le, ki jo ima edini ponudnik, ena zavarovalnica, ki je namenjena predvsem v komercialne namene. Zato tovrstnih tahografov mi v tem danem trenutku v zakon ne moramo vnašati. Se pa strinjamo z razpravljalci, da lahko ministrstvo pripravi sistemski zakon, ki pa bo to komponento tudi nekoč vnesel v zakon. Naj še enkrat povem, noben tahograf, nobena tabla in noben drug tehnični pripomoček ne bodo pomagali, če bomo za volan sedali pijani, raztreseni, nezbrani in predvsem neodgovorni. Tahograf na noben način neposredno ne vpliva na sam izid prometnih situacij. Prometne nesreče ne moremo preprečiti, tudi če imamo v vozilu vgrajen tahograf ali ne. In ko danes govorimo o varnosti v prometu, se vprašam, kateri dejavnik je tisti največji, ki povzroča nesreče, alkohol in druge substance, ki botrujejo hitri vožnji. In se vprašam, največ smrtnih žrtev pa zaradi tega do danes še ni bila spremenjena zakonodaja za vse državljane. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnici predlagateljev zakona, poslanki Državnega zbora, gospe Mateji Udovič. Zadnjo besedo, kot ponavadi, imajo predstavniki predlagateljev odložilnega veta. Izvolite, besedo ima državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala lepa, predsednik, še enkrat za besedo. Torej, še enkrat naše bistven vzgib za to, da poskušamo od poslank in poslancev
še enkrat, da premislijo, kaj so sprejeli. Gre za na eni strani, kot smo slišali, zmanjšanje stroškov, za pocenitev, na drugi strani gre pa za znižanje varnosti. Koliko je tu vredno človeško življenje? To je ključno vprašanje. In seveda tahograf ne bo odpravil tega, trditi pa, da tahograf ne preprečuje nesreče, pa malce privlečeno za lase. Ne. Sama psihološko dejstvo, da ti imaš nekoga, ki beleži tvoje ravnanja, seveda vpliva na znižanje števila nesreč, ki jih ne morete prešteti, kadar jih ni. Ne. Ampak, če bi bilo to res, potem jih ne bi več imeli. In čisto za konec, ne, gospa Udovč, pred 50 leti niste mogli beležiti, kje je voznik kamiona, ne, kje je voznik avtobusa, ker ni bilo satelitov, ki bi to nadzirali. In tahograf ni nikoli, kot ste vi mislili, lokacije tega vozila nadziral. Nikoli, nikoli. Ste pa spomnite na parkiriščih, kako so vozniki kamionov vedno ven vlekli tiste krogce, ker so jih nadzirali policije. In tahograf je bil zato, da je policija kontrolirala, koliko časa je voznik že za volanom. Pika, vse ostalo je šejle bejle. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju predloga odložilnega veta, državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Prehajamo na glasovanje. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo. Torej, ugotavljam, da je za predlog glasovalo 12 državnih svetnic in svetnikov, proti predlogu jih je glasovalo 19 in Državni svet predloga odložilnega veta ni sprejel. S tem je dnevni red izčrpan. Spoštovane državne svetnice in svetniki, spoštovani gostujoči, vsem se zahvaljujem za vaše sodelovanje na današnji seji in za korektno razpravo. 16. izredno sejo Državnega sveta zaključujem ob 18:06. Nasvidenje na svečani seji Državnega sveta.